najbolj vzhoden vrh Karavank. Evo, smo na vzhodnem vrhu Donačke gore. Kakšen zanimiv skalnato samelec. Poti smo naleteli na zelo zanimivo rastlino. Najbolj vzhodna soteska v Sloveniji. Slap na potoku Šoštarica. Tele haloze tudi kar presenečajo. Na vsakem koraku. Najbolj vzhodna jama v Sloveniji. Jamski slap. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Tokrat smo se spet odpravili na Štajersko raziskovati čudovite štajerske oziroma haloške griče oziroma hribe. Tako je, smo v Halozah in gremo najprej na znamenito Donačko goro. Tamle gor, evo, štartali smo pri Rudijevem domu, zelo zanimiva pot, ker gremo najprej na zahodni vrh Donačke gore, in pa še na vzhodni vrh, ki je pa malo bolj zahteven. Evo, družbo pa že poznate, Klemen, Maja in pa Grega. Po nas pa čakata še dve zelo zanimive stvari, to sta pa v bistvu najbolj vzhodna jama v Sloveniji, to je jama Belojača v Halozah, in pa tudi najbolj vzhodna soteska v Sloveniji, to je pa soteska Šodrgraben, tudi zelo bližin tele jame Belojače. Ta Donačka gora je pa tudi v bistvu zanimiva, ker je najbolj vzhoden vrh Karavank. To je v bistvu vzhodni odrastek Karavank, kjer ima pač to še kamninsko sestavo karavanško, se pravi, je iz starih kamnin. Kakšna veličastna bukova drevesa na pobočju Donačke gore. Evo, lejte tega. Izjemno debela buka. Zdaj prihajamo na greben, na glavni greben Donačke gore. Zdaj se bo pa začel veter. Napovedan je kar močan jugozahodnik, tako da bomo videli, če bo prihodo. Pa pač ne bom snimal, ker se bo pa slabo slišal. Evo, to je pa zdaj greben. Ja, se kar pozna. Veter, ampak zaenkrat ni prehod. Se bo dal snimati. Smo na vrhu zahodnega vrha Donačke gore. Ta je seveda bolj obluden, tako da mi gremo potem naprej po grebenu še na vzhodni vrh, ampak razgled pa super. Evo, prav, najprej se nam pokaže Poč, celotno Pohorje, evo, proti Mariboru megla. Tisto mesto so Slovenska Bistrica in pa dobro se tudi vidi na novo zgrajen stolp v Rogaški Slatini, 883 metrov. Prav vzhodni vrh je pa prav tako visok, mislim, da ima prav isto višino, 883 metrov. Zdaj se pa nahajamo na grebenu med zahodnim in vzhodnim vrhom. No, tukaj pa postaja že bolj zanimiv. To je pa res že kar divji greben, evo, tam je že tak skalni samotar. Kamnina, kot vidite, silikatna. Pogled na res zanimiv vzhodni vrh. Ta je pa res divji, skalnat. Zdaj pa prihajam
na vzhodni vrh Donačke gore. Kakšne skale, zanimivo. Šlo dva klina, sta se pokazala. Še ravno okno. Evo, smo na vzhodnem vrhu Donačke gore, 883 metrov. Panorama z vrha Donačke gore. Evo, ves tale greben je meja med Hrvaško in Slovenijo. To je greben Maclja. In na drugi strani, na hrvaški strani, mislim, da tisti najdaljši je Ivanščica, se pravi hribovi Ivanščica, potem ta v oblakih je Ravna gora, tam čisto v daljavi proti soncu je pa že Sljeme nad Zagrebom. In če gremo pa naprej v Slovenijo, seveda Ptujsko, Dravsko polje, Pohorje, do Boča, evo, malo se pa vidi tudi Kamniško-Savinjske Alpe in pa seveda čudovite Haloze. Poglejte, kakšen zanimiv skalnato-samilec na tem glavnem grebenu Donačke gore. Res noro zanimiv. Evo, kdo je prišel? Zdaj nas je pa ujel kanal v naravo, Martina, na najtežjem delu poti na vzhodni vrh Donačke gore. Evo, zdaj pa še Peter prihaja dol, čez najtežji del. A je najtežji? Ja, kaj bi bil. Aha, evo. Aha, koliko je težek. Donačka gora ima tudi en manjši pragozdni ostanek. 28 hektarski pragozdni ostanek. Zdaj se pa nahajamo na naslednji zanimivi lokaciji. To je pa Šodrgraben oziroma soteska potoka Šoštarice. Takole izgleda začetek, tukaj je še taka gozdna cesta. Po poti smo naleteli na zelo zanimivo rastlino. To je pa precej redki lovorolistni volčin, Daphne laureola. No, za to sotesko morate pri tej hiši iti tlele pri tej rampi v levo, se pravi ne po glavni pot, ampak po stranski v levo. Na vhodu v sotesko Šodrgraben oziroma soteska Šoštarice. To je pa v bistvu najbolj vzhodna soteska v Sloveniji. Tako da spet ena taka zanimivost. Kakšna zanimiva soteska. In pa kar nekaj lukenj. O, prehod. Noro. Kako to? Prehod skozi luknjo. Top. Evo. Sicer seveda se da tam okoli, ampak zakaj bi šli po lažji, če se da po težji? Res zanimiv prehod. Vzko. Zelo, zelo vzko. Bravo naši. Evo, prav. Zdaj smo pa že na zgornjem delu soteske in nas pričaka tudi slap na potoku Šoštarica. Rad sem mislil, da ga ne bo. Že dolgo ni bilo konkretnega dežja, ampak teče. Še najbolj vzhoden slap po Sloveniji. Tam gor smo zdaj zagledali še eno manjšo jamo oziroma luknjo. Šli še to pogledati. Pač pa tak, soliden slap. Mi Gorenjci bi rekli, nič posebenega, ampak za te dele Slovenije je pa to kar velika posebnost. Teh zanimivosti v tej soteski kar ne zmanjka. Zdaj smo prišli v bistvu nad sotesko
v te jame in smo videli, da je ta jama prehodna. Da vidimo, kam pridemo ven. Evo, noro. Zdaj pa spet presenečenje. O, top. O, zanimivo. Še to. Evo, naravno okno. In pa vhodni del, oziroma vhodno-izhodni del. O, zanimiv. Aha. Včasih je dol pelala tudi taka listu, lojtra, ampak zdaj tole ni preveč varno videti. Tele haloze tudi kar presenečajo. Na vsakem koraku. Lepo. Dobra. Hvala, Rok. Ta šodergraben in pa zdaj naslednja zanimiva stvar. Jama Belojača se sicer nahajata že v bistvu na vzhodnih pobočjih Boča. Nekako pobočje med Donačko goro in Bočem, no. Tako da to so v bistvu nekako center Halos, Haloško Gričevje, Hribovje. Tako da boste približno vedeli, kam spada vse skupaj. No, zdaj smo pa že na naslednji zanimivi lokaciji. Najprej gremo pogledati rudnik Šega. Sicer tle piše vstop nezaposlenim strogo zabranjen, ampak to je bilo iz časa seveda nekdanje Jugoslavije. Poplavljen. Naprej verjetno ne bomo prav hodili. Takole izgleda vhod v rudnik Šega. Seveda ta rudnik Šega je samo taka prehodna znamenitost do glavne, gremo pa zdaj peš. To je pa seveda jama Belojača. No, jama Belojača je pa najbolj vzhodna jama v Sloveniji. Glejte tele veseljake. Lepotci. No, tale potoček, ki tle vidite, pa že prihaja z jame Belojača. Evo, in tamle jama je tamle, se vidi že tiste skale. Tisti je že vhod v jamo. Smo čist v bližini vhoda v jamo. Ja, tukaj lepo se piše Belojače. To je pa vhod v jamo Belojača. Tak precej ozek vhod. Iz nje priteče tale prijeten potoček. Res zanimiv vhod. Kakšne stene, čez stene obešen bršljan. Že šumi. Eto. Jamski slap, dobro čudno. No, pa smo v jami. Evo, dobili smo tudi netopirje. To je mali podkovnjak, ampak ga imamo predsvetel, ravno ti. Lep kapnik. Evo, kar rumenkaste barve. Vidimo. Tole voda pronica. Takšen ozek del, se treba res plazati skozi. In pa bomo šli na tako majhno dvoranco. Pa pojmo še naprej pogledati, si še kaj. Kakšen ozek del. Evo, kakšen zanimiv ozek del. Ampak... Tle zaključujemo. Tako, ne bomo šli naprej. Ker nismo pa profesionalni jamarji, tako da... Upremo brabelj. Bo da obrnemo. Ko skok zanimivo špranjo smo prišli. Kakšen čudovit prizor. Jamski slap v jami Belojača. Lepo. Spet smo imeli res čudovit enkraten izlet na Štajersko. Kaj vse odkrivamo v kanalu Raj na zemlji. Zato se res naročite na kanal, kjer spet prihajajo res čudovite stvari tudi naprej. Tako da evo, danes smo res videli
Spet res izjemno zanimive stvari. Kot prvo smo obiskali čudovito Donačko goro z dvema vrhovoma. Prav, Donačka gora je tudi najvzhodnejši izrastek Karavank. Potem smo obiskali čudovito sotesko Šodrgrabna in na koncu z majhnim slapom. Zdaj pa še tole čudovito jamo Belojačo, ki je tudi najvzhodnejša jama v Sloveniji. Pravi, tudi Haloze navdušujejo. Tako da naročite se na YouTube kanal, lepo se imejte in se vidimo v naslednjih super doživetjih. Čau!